Pozdravljeni. Smo v 12. tednu koledarskega leta in pred vami je letošnji 12. komentar novic. Skupaj si bomo ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo seveda v preteklih dneh. Kot je seveda jasno, nobenih sprememb glede tistega utečenega ritma. 4 različni sklopi novic, kjer bomo obdelali vse tisto, kar so pri ostalih medijih malce zapostavili ali se niso spustili dovolj globoko. Tokrat, kot običajno, ukolikor koga izmed vas zanima, kaj je pisalo v izvirnih člankih, dobi vse bližnjice navedene v opisu. Da ne bomo kot običajno predolgi, je najbolje, da začnemo s prvim sklopom. V prvem sklopu se bomo pogovarjali o barvi bolida ter o njegovi masi. In na prvi pogled lahko izgleda, da zadeva med seboj sploh ni povezana. A če pogledamo članek, ki sem ga zasledil na spletni strani motorsport.com 20. marca, bomo videli, da kar nekaj ekip je spremenilo barvno shemo. In to ne zaradi novih pokroviteljev ali recimo temu boljšega izgleda, temveč samo zaradi mase. Vidimo kar nekaj območij, naprimer pri McLarenu ali Aston Martinu, da so dobesedno črne barve, a v resnici ne gre za barvo. Namreč, če bi pogledali od blizu, bi lahko ugotovili, da gre za ogljikova vlakna, ki niso pobarvana, seveda na razdalji izgleda črno. In seveda, sedaj je treba ugotoviti, koliko so pri raznih ekipah v bistvu prihranili. Če smo natančni, naprimer pri Aston Martinu AMR 22, vidimo, da na bočnih strukturah celoten oni spodnji del ni pobarvan. Vprašali so Andyja Greena, glavnega odgovornega za tehnične zadeve pri britanski ekipi, in priznal je, da tam okrog 350 gramov. In seveda gre za oceno. Po drugi strani se moramo zavedati, da bolid, kot je Aston Martin AMR 22, ima izjemno veliko površino. Če določenega dela ne pobarvajo pri Aston Martinu, lahko prihranijo bistveno več barve, kot če bi isto območje pustili surovo, nepobarvano pri naprimer Mercedesu 2V13. In to je, mislim, da vsakomur jasno. Koliko barve sploh ima šasija Formule 1? Razni viri seveda navajajo različne številke, ampak neka skupna povprečna ocena pravi, da kilogram in pol. Sedaj se moramo za korak vrniti v preteklost. Namreč v začetku sezone 2019 so pri Ferrariju predstavili nov bolid SF90H. In ta je bil mat barve. Razlog, zakaj so spremenili tipologijo barve, je bil prihranek pri masi. In dobili so se razni, predvsem brazilski strokovnjaki, ki so trdili, da prihranek na masi bo enak 3 kilogramom. In že takrat se je to meni osebno zdelo smešno, kajti celoten bolid sploh ni imel 3 kilogramov barve, kaj šele, da bi to prihranili pri teži. A mnogi avtori so seveda novico povzeli. Lepo je slišati, da se kar tako enostavno da prihraniti toliko na sami masi. A zadeva more nekako prestati tudi kak logičen preizkus, ki ga ta novica sicer ni. Mnogi izmed vas se lahko še spomnite, da ste take in drugačne opise tega prihranka na masi brali v tujih in seveda tudi domačih virih. Kot običajno vsak prebira tisto, kar mu je bolj všeč. Pojdimo raje naprej.
tako 23. marca sem na spletni strani Race Fans zasledil izjemno zanimiv članek. Namreč avtor se sprašuje, ali ne bi bilo modro pustiti voznikom s COVID-19 nastopiti na veliki nagradi. Namreč časi se spreminjajo, videli smo, kako je Daniel Ricciardo zbolel za to boleznijo na zimskih testiranjih in kako je prvo dirko izpustil Sebastian Vettel. Seveda, spomnimo se lahko primerov tudi Pereza in seveda Strolla, ne smemo pozabiti niti na Lewisa Hamiltona. Ampak avtor meni, da v današnjem času, v današnji Formuli 1, s tem, ko se te, recimo temu, obrambne mehanizme rahlo opušča, bomo videli zmeraj več takih primerov. In seveda, glede na sezono, a ne bi bilo bolj modro, da se pozitivnim voznikom dobesedno pusti nastopiti na dirki. Sam nisem preveč prepričan, kajti gre še zmeraj za bolezen in verjetno kak voznik se tudi ne počuti 100%. In Formula 1 ni šport, kjer bi lahko nekdo nastopil tako, kolikor se počuti 5 ali 96% v redu. Kolikor ni 100% pripravljen, je bolje, da mesto prepusti komu drugemu. Govora je bilo tudi o tem, da bi lahko v Formulo 1 zopet uvedli mehanizem, kjer vsi rezultati ne bi šteli. Torej, kjer bi lahko voznik dirko ali dve dobesedno črtal. Mnogi bi lahko to izkoristili tudi z odstopom, ki bi bil, na primer, posledica tehnične okvare. Rad bi vas spomnil, da na primer leta 1988 je Ayrton Senna postal svetovni prvak, čeprav v seštevku vseh dirk je izbral manj točk kot njegov nasprotnik Alain Prost. Prostu so rezultate črtali in na koncu je seštevek pokazal drugačno sliko. Obstaja razlog, zakaj tega v Formuli 1 danes ne vidimo več. In zadnjič smo to videli leta 1990. A pustimo sedaj to. Menim, da v Formuli 1 imajo vse potrebne protokole, da nekako ohranijo voznike zdrave in seveda tudi osebje, ki jih spremlja. Ampak izgleda, da na začetku sezone 2022 pravzaprav so se nekateri preveč sprostili. In tudi to je nekaj, na kar moramo biti pozorni. Marsikdo izmed vas je v teh dneh po veliki nagradi Bahreina zasledil novico, da pri Ferrariju so tik pred podaljšanjem pogodbe s Carlosom Sainzem mlajšim. O tem smo lahko brali v različnih virih. Tu bi rad navedel na primer članek, ki sem ga zasledil na Planet F1, izdan 22. marca, ali že na citiranem portalu Race Fans, tam prej 21. marca. Sam Mattia Binotto je povedal, da dogovor je sklenjen, treba je urediti samo še formalnosti, oziroma dogovor napisati na papir, ter ga seveda podpisati. Kljub temu, da sem sam eden izmed onih, ki izjemno ceni Carlosa Sainza mlajšega, imam raje, da so zadeve uradne. Namreč v Formuli 1 dobro vemo, da tudi podpisane pogodbe, kdaj pa kdaj, seveda ne veljajo. In tudi čas za take razglase se mi zdi vse prej kot primeren. Namreč sezona se je komaj začela. Res, enkratna prva dirka, ampak sezone še zdaleč ni konec. In treba je povedati še nekaj tradicionalno. Ferrari take objave nekako spusti v javnost v vikendu velike nagrade Italije. To je čez 6 mesecev. In dvomim, da bomo čakali tako dolgo, da bomo lahko slišali, za koliko sezon bo Sainz podaljšal pogodbo in pod kakšnimi pogoji. Takrat se lahko zgodi še marsikaj. Od tega, da
bolid bo eden izmed najboljših, ter se bosta začela voznika boriti med seboj, bilo kaj drugega. A že dejstvo, da pri Ferrariju želijo podaljšati s Sainzem, nam pove nekaj, kar je marsikateri navdušenec morda pozabil. Namreč še decembra smo lahko brali razne, priznam, fantazijske zgodbe, kako bo Mick Schumacher v bližnji prihodnosti prišel v Ferrari. In govore je bilo nazadnje o tem takrat, ko je dobil vlogo rezervnega voznika rezerve pri skuderiji Ferrari. Namreč prvi rezervni voznik je seveda Antonio Giovinazzi, ampak v določenih velikih nagradah bo zaseden z nastopanjem v Formuli E in takrat bo kot rezerva rezerve uskočil Mick. A ukolikor podaljšajo pogodbo s Carlosom Sainzem mlajšim v bližnji prihodnosti, prostora za Micka v skuderiji Ferrari ne bo. Razen če pri Formuli 1 ne dovolijo ekipam nastopiti s 3 bolidi. In to je zopet novica, ki nam pove, da mnogi viri si določene zadeve pravzaprav interpretirajo malce po svoje, tako da lepše zvenijo in tako da določene navijaške skupine navdušijo. Zavedati se moramo, da mnogokrat jih navdušujejo predvsem z lažmi, zato je okrog takih zadev najbolje počakati uradno verzijo. Pa če tudi naši dobro obveščeni, a nikoli imenovani viri pravijo drugače. Za konec pa še zanimiva tema, na katero sem naletel ob prebiranju spletnega portala znane italijanske revije Autosprint 23. marca. Objavljajo izvlečke intervjuja Stefana Domenicalija, ki nekako skuša zarisati, kaj nas čaka v prihodnosti. Govori se o tem, da bomo kaj kmalu videli sezono 24 velikimi nagradami. Kar veliko zanimanje naj bi bilo v Združenih državah Amerike, kjer se govori o Las Vegasu, znani lokaciji, kjer smo že videli tudi veliko nagrado Formule 1. In tako bi lahko kaj kmalu imeli 3 velike nagrade v Združenih državah Amerike, kar pa v bistvu ni novost. To smo že videli leta 1982. A to ni tako bistveno. Obstaja tudi druga varianta, da bi si na primer Las Vegas ter Austin izmenjevali veliko nagrado. Ampak videli bomo, kaj nas čaka v prihodnosti. Domenicali se ni ustavil tu. Govori o tem, da je seveda veliko zanimanje na Kitajskem, kjer imajo sedaj tudi predstavnika na štartnem razporedu, Zhuja, ampak tudi na Afriko ne smemo pozabiti. Namreč pred desetletji smo v Formuli 1 imeli že veliko nagrado Južne Afrike in proga v Kalajamiju je izjemno zanimiva, z visoko nadmorsko višino, kjer bi lahko videli marsikatero zanimivo dirko. To pomeni, da bi lahko v naslednjih sezonah imeli tudi na koledarju 30 dirk. Tega ne pravim jaz, to je izjava Stefana Domenicalija, da smo na jasnem. In čeprav po eni strani bi bilo izjemno zanimivo spremljati tako dolgo dirko, menim, da bomo videli tisto, kar se mnogi izmed nas dobesedno bojimo. Namreč, da zaradi tega, da bi naredili prostor novim velikim nagradam, bi se odrekli marsikateri starejši. In tudi o tem govori Domenicali. Vemo sicer, da tista dirka, ki je najbliže temu, da bi jo izgubili, je velika nagrada Francije. Mnogi niso navdušeni nad Paul Ricardom, ampak vseeno. Meni se zdi izjemno pošteno, da ima tudi Francija svojo veliko nagrado zaradi voznikov, zaradi ekip in zaradi zgodovine. Seveda, težko bo uravnotežiti in dobiti pravi kompromis, koliko velikih nagrad in kje, predvsem zaradi tega, ker jih že sedaj imamo mnogo
in treba je dobiti pravo zaporedje, da se ne bodo ekipe selile preveč daleč iz lokacije prve velike nagrade na lokacijo druge velike nagrade in tako naprej. A to so, dovolite mi, sladke težave, ki jih bodo imeli pri Formuli 1, ukolikor bo zanimanje za svetovno prvenstvo takšno, kot govori Domenicali. A do takrat je najbolje, da uživamo v sedanji sezoni 2022. Kot ste razumeli, tudi tokratni komentar novic je prišel k koncu. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.